Lepo pozdravljeni v prvi februarski oddaji Regijski odmev. Znova se podajamo na pot najbolj odmevnega dogajanja v regiji v minulih 7 dneh. Četrtek je denimo zaznamovala tiskovna konferenca skupine Krka. Na njej so predstavili poslovanje in dosežke podjetja v minulem letu, govorili pa so tudi o usmeritvah za naprej. Poglejmo podrobnosti. Skupina Krka je prvič v zgodovini ustvarila prihodke od prodaje v vrednosti več kot 2 milijardi evrov, kar je dobrih 131 milijonov oziroma 7% več kot v lanskem letu. Čisti dobiček je znašal nekaj več kot 401 milijonov evrov. V Sloveniji se je prodaja povečala za 8%. Bili smo uspešni tako pri farmacevtsko-kemijski dejavnosti kot pri zdraviliško-turističnih storitvah. V jugovzhodni Evropi smo na vseh trgih povečali prodajo. Največje tržišči sta dve ključni, to je Romunija in pa Hrvaška. Uspešni smo bili tudi na ostalih trgih. V vzhodnji Evropi, ki je po prodaji največja regija, se je prodaja Krkinih zdravil povečala v vseh državah z izjemo Kazahstana. V Ukrajini in Ruski federaciji poslovanje poteka normalno. V Ukrajini so v lanskem letu dosegli enako prodajo kot leto poprej, za 5% pa so povečali količinsko prodajo. Kar se tiče Ruske federacije, gre za povečanje v evrih izraženo za 13%, v rublih izraženo za 9%, količinsko pa za 8%. V srednjeevropski regiji je Krka prodajo povečala za 8%, pri čemer je največ prispevala Poljska z 12% rastjo, sledita Češka in Madžarska. Zahodna Evropa je zabeležila 3% rast, največ 4% je prodaja zrasla v Nemčiji. Na čezmorskih trgih pa je bila prodaja za 6% nižja. Krka je lani za naložbe namenila skoraj 96 milijonov evrov, število zaposlenih pa je povečala za 3%, na nekaj več kot 13 tisoč. S optimizmom zre tudi v prihodnost. Letos načrtujejo 5% več prihodkov od prodaje. Na 2 milijardi 144 milijonov evrov prihodkov od prodaje in 405 milijonov evrov čistega dobička. Istočasno tudi načrtujemo za 140 milijonov evrov investicij. Naložbe bodo namenjene predvsem povečanju in posodobitvi proizvodnih zmogljivosti in infrastrukture. Predvidevajo tudi 2% povečanje števila zaposlenih v Sloveniji in tujini. Tudi za občino Trebnje je bilo leto 2025 eno najuspešnejših doslej. Zaključili so številne naložbe, ki vidno in dolgoročno spreminjajo podobo občine. O tem je županja Mateja Povhe spregovorila na ponovoletnem srečanju z mediji. Na tovrstno srečanje je županja povabila prvič. Jaz mislim, da je en tak kontakt z novinarji, z mediji pomemben, ne samo, ko imamo otvoritve ali pa ko se kaj naredi takega, da moramo o tem poročati, ampak skozi celo leto. To je bil pa danes tudi ena priložnost za en pogovor in seveda, da na koncu koncev predstavimo ključne poudarke našega dela v prihodnje. V minulem letu je občina za naložbe namenila približno 9 milijonov evrov, pri čemer je bila glavna naložba nova športna dvorana pri trebanjski osnovni šoli. Približno enako denarja namenjajo za več letošnjih projektov. So vsebinsko zelo raznoliki, torej ne samo začetek novogradnje telovadnice v Velikem Gaboru, ampak tudi milijonska vlaganja v rekonstrukcijo vodovodnega sistema, glavnega oskrbovalnega voda za Trebnje in seveda poleg tega zraven še druga vlaganja, 1,5 milijona v rekonstrukcijo cest. Za novo športno dvorano pripravljajo razpis za izbor izvajalca del. Ta naj bi se začela spomladi. Mi se neizmerno tega veselimo, niti nismo pričakovali, da se bo vse skupaj tako hitro zgodilo, ampak smo zelo srečni, da je ta občina Trebnje resno pristopila in pospešila vse skupaj, tako da se že veselimo, da bo telovadnica zgrajena. Maja lani so v Trebnjem začeli pripravljati tudi strategijo razvoja turizma. S katero želimo tlakovati pot butičnemu, zelenemu in pa trajnostnemu turizmu v občini Trebnje.
Turizem sicer v Trebnjem živi, predvsem na pobudo številnih ustvarjalnih društev in pa posameznikov, ki znajo rokovati s turizmom in turisti. Vsaka naložba omogoča dolgoročni razvoj občine, z njihovo razpršenostjo pa v Trebnjem uresničujejo željo po enakomernem razvoju in napredku vseh delov občine. Naslednje minute pa bodo namenjene tradiciji in jubilejem. Folklorno društvo Kres iz Novega mesta v letošnjem letu obeležuje 50-letji predanosti slovenski ljudski dediščini, umetniški odličnosti in skupnosti, ki se oblikuje skozi ples, glasbo in pesem. Ta jubilej so obeležili s kar 3 jubilejnimi koncerti v Novem mestu z retrospektivno predstavo, v kateri ni manjkalo čustev in smeha. Po obojem je Kres znan širom Slovenije. Velika zgodba, kar nekaj tednov je intenzivnih priprav bilo na to. 130 članov je vključeno v ta program, vsi člani od 4 pa skoraj tja do 80 let. Tako da ja, je bilo kar zanimivo. Ta jubilej ni le mejnik vašega društva, temveč praznik za Novo mesto, Dolenjsko in vse nas, ki verjamemo v moč kulture kot temelja skupnosti. Nosi sporočilo, ki sega onkraj meja ene skupine in sporoča, kaj kultura je, odkot prihaja in zakaj ostaja ena najtrdnejših opor naše identitete. Na odru se jim je pridružila tudi ustanoviteljica društva Branka Moškon, ki v vlogi umetniške vodje društvo vodi vseh 50 let delovanja. Niti sama ne vem, kako je bilo biti Kresovc, ker tukaj ni bilo nobene zapuščine, nikoli nobene folklorne skupine. Tako to sem začela iz nič pravzaprav, čist sam začetek. Ampak ljudje so se odzvali na povabilo in začeli smo z vajami in tako je rasel Kres postopoma vseh 50 let. Na odru so se zvrstile vse generacije Kresovcev, od najmlajših plesalcev do vodilne skupine, pevcev, godcev in tamburašev. V zadnjem času imamo res močno mladinsko skupino, mislim, da jih je tam 25-26 članov. Predvsem nas je tala 50-letnica res povezala in da smo imeli nešteto dodatnih vaj in mladim ni bilo problem priti tudi, ne vem, v nedeljo ob 9. zjutraj, pa smo imeli do 2 vaje, pa so bili pridni, sodelovali. Kresovci bodo svoje poslanstvo uresničevali tudi v prihodnje. Mi bomo poskrbeli, da bo ta Kres gorel še naprej, saj nadaljnih 50 let, potem pa mogoče kdo drug naprej. Ampak ja, ogromno je novih izzivov, tako na udejstvovanje na raznih revijah in pa predstavitvah, kot pa vsako leto tudi neko gostovanje, da še izven meja pokažemo to kulturo Slovenije. Na tem velikem in edinstvenem dogodku so se tako odvili deli najuspešnejših in največkrat izvedenih Kresovih odrskih postavitev, skozi video pripovedi pa so lahko vsi spoznali ozadje delovanja društva in njegov pomen za razvoj folklorne dejavnosti na Dolenjskem in v celotni Sloveniji. Enak dosežek, pol stoletja delovanja, pa je v Metliki obeležilo tamkajšnje društvo invalidov. Poglejmo, kako je bilo na tej slovesnosti. V metliškem Sokolskem domu so se prav na dan ustanovitve društva ozrli v preteklost in prehojeno pot v zadnjih 5 desetletjih. Ponosen sem na naše člane, tudi prejšnji, ki so leta 76. so ustanovili Društvo invalidov Metlika. Takrat je bil tudi prvi iniciativni odbor, ki je to pripravil za prvi zbor članov. Ponosen sem vse naše člane, ki delajo za dobrobit invalidov. Govorimo o 50 letih, ki ni kratka doba. Govorimo ne samo o obletnici, ampak prav je, da se spomnimo vseh tistih predanih, zagnanih predsednikov, članic in članov Društva invalidov, ki so v teh 50 letih ustvarjali zgodbo predanosti, sočutja, pomoči en drugemu in tudi hkrati so pomembno prispevali k povezani lokalni skupnosti in družbi na splošno. Naša zveza je bila ustanovljena pred 57 leti, potem pa so se začela tudi posamezna društva ustanavljati po Sloveniji, tako da zelo lepe bile čestitke. Ob jubileju so pripravili pester program. V 50 letih smo pripravili slavnostno sejo, kjer smo povabili goste, predsednika zveze, županjo, koordinacijska društva, to je 7 društev. Pripravili smo malo kulturnega programa, malo govora, zvezna priznanja bomo dobili.
Metliško društvo je eno od 69 vključenih v Zvezo delovnih invalidov Slovenije. K sreči pa so nekateri bolj aktivni in takšno je tudi Društvo invalidov Metlika, ki je tudi delodajalec, saj zaposlujejo enega invalida in tudi preko javnih del imajo še zaposleno eno osebo, kar pomeni še nadgradnjo, še več aktivnosti in tudi bolj obogateno delo društva. Društvo invalidov Metlika se je v teh 50 letih pomembno vključevalo v vse pore družbenega življenja. Tudi občina Metlika jim je pri tem pomembno stala ob strani, to nameravamo tudi v prihodnje. Metliško društvo šteje nekaj več kot 400 članov, aktivni so na kulturnem in športnem področju, udeležujejo se različnih izobraževanj in so zavezani prostovoljstvu. Tudi na vinorodnih gričih v okolici Novega mesta je bilo minuli konec tedna jubilejno. 30. pohod po Cvičkovi poti je znova povezal ljudi z naravo in vinogradniško dediščino Dolenjske. Okoli 1000 pohodnikov se je na zadnji januarski dan podalo na pot po pobočjih Pahe in Trške gore. 17 kilometrov dolga pot je priložnost za srečevanje, pogovor in sprostitev. To je potrdilo odlično vzdušje, ki je vladalo že na zbirnem mestu pri osnovni šoli Otočac. Tako je zmeraj lepo, zmeraj se najde družba, tudi če sam prideš, se tle na poti najde. Priključiš se tistem, ki imajo podoben tempo. To še je dobro, najboljše pa tale klantle, ko gremo po tem asfalti, pa se pa sprosti. Ja, super, to je meni enkratno taka stvar. Odlično, dobra volja, zabava ljudje, to je to. Dogodek, ki se je pred 30 leti začel skoraj spontano, danes velja za enega prepoznavnejših pohodov v regiji. Prvi pohod je bil leta 1995, nastal je pa tako, ko se je par prijateljev dobilo v vaški gostilni pri Vidrihu in januarja, kot veste, pri nas v vinogradu ni kaj početi. In jim je bilo malo dolg čas in so študirali, kaj bi lahko počeli skupaj in so se tako odločili za prvi pohod. In od takrat je bil vsako leto vedno več ljudi, tako da leto 2002 je bilo že 1000 pohodnikov na pohodu. Z leti je pohod prerasel lokalne okvirje. Z cele Slovenije pridejo iz Gorenjske, iz Štajerske. Danes vem, da en gospod se je vstal ob 4 zjutraj, šel od doma, da je lahko prišel pravočasno na ta pohod. Tako da zelo lepo slišati take stvari. Sem sicer prvič, ampak ja, dan je lep, oziroma še bo, pa zelo veliko hodim. Dolenjska je nasplošno lepa, po pokrajini, po ljudeh, po srčnosti. Po vsem skupaj, tako da jaz pač rad pridem dole, moj prvi vtis je odličen. Trško goro pa sicer poznam. Krasno, res, ljudi so idealni, prijazni, nimam kaj, no. Zelo so vsi zadovoljen, kaj, to je tak pohod za druženje, zelo lep in super. Imamo se dobro, malo se družimo, malo, kakor zmoremo, tako naredimo, ne. Gotovo je gostoljubnost dolenjskega vinogradniškega okolja res en glavnih turističnih potencialov. Zato smo veseli, da se že 30 let odvija ta pohod, ki res združuje vse tisto najlepše, kar lahko Novomeščani ponudimo. Po besedah podžupana so misli že usmerjene v prihodnost, kako zaklade lokalne kulturne dediščine predstaviti novim generacijam. Okroglih 20 let delovanja pa letos obeležuje Društvo bolnikov s celiakijo Celiak Slovenija. Tudi po njihovi zaslugi je celiakija kot resna bolezen vse bolj prepoznana v naši družbi. V društvu Celiac Slovenija si v prvi vrsti prizadevajo novodiagnosticiranim bolnikom omogočiti čim lažji in hitrejši prehod v življenje brez glutena. 2006 smo začeli in z neko željo, da pomagamo bolniku s celiakijo, smo v Sloveniji vse bolj prepoznavni. Ker dobivamo neizmerno veliko informacij, sprotno dobivamo informacije, kateri izdelki so ustrezni, kateri niso, dobivamo tudi psihološko podporo, ker občasno se še vedno soočamo z zelo velikim izločanjem iz družbe in tukaj, bom rekla, je nedvomno zelo velika podpora strani društva. Pri tem je naša sogovornica navedla primer težav, s katerimi se bolniki s celiakijo pogosto srečujejo. Ko prideš na praznovanje, kakršnokoli praznovanje, je velika težava, ali
se že prej dogovoriš in prineseš svojo hrano s seboj in potem iščeš en kotiček, ki bo varen zate, da ne bo slučajno prišlo do kontaminacije tvoje hrane, ker že drobtinica kruha uniči tvoj obrok, tvoj varen obrok. Zelo so dejavni na družbenih omrežjih, na katerih odgovarjajo na vprašanja bolnikov, pa tudi njihovih svojcev, v prvi vrsti staršev otrok s to boleznijo. Hkrati pa veliko delajo tudi na področju izobraževanja gostincev. Zelo veliko poudarka dajemo strokovnosti, tako da izobražujemo tako člane kot seveda tudi kuharje, gostince in vse ostale, ki se ukvarjajo s hrano, brezglutensko prehrano v bistvu bolnikov s celiakijo izven doma. Pri tem je izpostavil Brezglutensko akademijo, ki so jo ta mesec pričeli znova izvajati. Je online in zelo veliko udeležencev, tudi do 100 udeležencev pride na to izobraževanje. Do zdaj smo 1200 kuharjev izobrazili, tako da počasi premikamo te meje in znanje o tem. V društvu Celiac se zavedajo velikega pomena ozaveščanja. Če znanje nekdo ima o tem, kako stroga dieta je to, potem se temu odgovorno lotijo tisti. Sicer pa čisto po neki naravni inerciji človek reče, ok, to je dieta, pa čakaj, malo se držiš, malo ne, ampak ne, pri brezglutenski prehrani je pa to res strogo. Za bolnike s celiakijo bi bil svet mnogo prijaznejši, če bi se kot družba bolj zavedali, da je za to bolezen edino zdravilo popolnoma brezglutenska prehrana. Dobrodelnost je tista vrlina, ki z majhnimi dejanji ustvarja velike spremembe. Znova bomo pogledali v Metliko, tokrat k tamkajšnjemu združenju Rdečega križa, ki je v zaključku januarja povabilo na že 26. dobrodelni koncert Stopimo skupaj. Drugo leto ga je gostil kulturni center Semič, dvorana pa je bila znova razprodana. Bilo je veliko nastopajočih, tako zabavne glasbe kot narodne zabavne glasbe, tako Tanja Žagar, Marko Vozelj. Vsi ti so se odpovedali honoraru in res jim iskreno čestitam in izrekam izredno hvala tudi našim prostovoljcem in vsem ostalim osebju, vsakemu posebej, ki je kakorkoli pripomagal, da je danes bil en krasen večer. Tokrat so zbirali sredstva za družino, ki je v prometni nesreči ostala brez očeta. Imamo zgodbo pot mlade družine, ki je zaznamovala z izgubo, negotovostjo, veliko žalostjo in močno bolečino. Na drugi strani pa pošiljamo močan signal skupnosti, ki družini sporoča, da ni ostala sama v najtežjih trenutkih. Sporočamo tudi, da znamo in zmoremo stopiti skupaj. Zbrana sredstva bodo namenili prepotrebni obnovi hiše. Do tega trenutka smo s prodajo stopnic in z donacijami zbrali dobrih 33 000 evrov, kar je nepojemljivo za take dogodke. Zelo smo veseli. S tem bomo lahko postorili več, kot smo si na začetku zadali in to nas še posebej razveseljuje. Bomo družini, tako kot smo napovedali, pomagali pri kompletni prenovi strehe s strešno kritino in sledila bojo vsa ostala potrebna dela, tako kot so zamenjava oken, zamenjava vrat, potem hidroizolacija, potem tudi se bo razmišljalo o fasadi. Z deli bodo začeli že v kratkem, gre pa za rekordni znesek, kar se tiče teh dobrodelnih koncertov. Sigurno je to nagrada za angažiranost, ne samo skozi to leto, ampak to je bil že 26. naš koncert Stopimo skupaj. Ni edina dobrodelna akcija, ni edina naša dejavnost, tako da si drzem trdi, da je Rdeči križ Metlika zelo dobro razpoznaven. Predvsem pa naredi zelo veliko dobrega. Dobrodelnost pogosto hodi z roko v roki z vključevalnostjo. Nedavno so v Brežicah testirali prvi turistični produkt v regiji, zasnovan posebej za osebe z oviranostmi. Gre za del čezmejnega projekta Enviro, doživljanje trajnostnega turizma za spodbujanje sprememb, ki ga v Brežicah izvajajo v sklopu slovensko-hrvaškega programa Interreg. Gre za inovativno in trajnostno naravnano ponudbo, ki povezuje dve destinaciji, Brežice in Zaprešić, ter združuje kulturno, naravno in energetsko dediščino v edinstveno izkušnjo. To testiranje je namenjeno, je v bistvu pilotno testiranje, da spoznamo potrebe te ciljne populacije, to so osebe z oviranostjo, tako da v bistvu lahko odpravimo te vse pomanjkljivosti oziroma dodamo neke stvari, da imamo dejansko pripravljen primeren produkt ob otvoritvi. Obisk so začeli pred Košljanovo vilo, kjer nastaja interpretacijski center.
ker žal ni še vzpostavljen, še dela niso končana, bomo začeli v hidroelektrarni. Nadaljujemo v Posavskem muzeju Brežice, kjer bo voden ogled, pa tudi krajša degustacija lokalnih vin. In nadaljujemo s kosilom v penzionu Les. Nato sproščeno popoldne v Termo Paradiso, kjer tudi prespimo. Drugi dan je bil posvečen hrvaškim partnerjem v projektu, pri katerem sodeluje tudi energetsko podjetje HES. Veseli nas, da je ta prvotna ideja projekta Centra za obiskovalce, ki smo ga načrtovali z področja energetika, prerasla to osnovno idejo in da je v bistvu preko čezmejnega projekta Interreg Slovenija-Hrvaška dosegla tudi čezmejno Republiko Hrvaško, Republiko Slovenijo, pa predvsem, da smo se iz področja energetike posvetili tudi področju okolja in pa turizma. Občina Brežice trenutno izvaja kar 4 čezmejne projekte, največji je prav projekt Enviro. Projekt Enviro je skupaj z Zaprščem, vreden je kar 1,2 milijona evrov. Zgradila se bo to 2 doživljajska prostora. Eden bo tu v Košljanovi vili, drugi v Banovi dvori v Zapršči. Namen pa je seveda predvsem izobraževanje in pa osveščanje ljudi o naturi. V sklopu projekta bo nastalo tudi veliko drugih produktov. Tako bomo dobili razne audio, video naprave, prav tako se bojo nakupile ekolesa in pa dobili tudi električne vozila. Seveda med njimi so pa tudi projekti, ki so namenjeni predvsem ljudem, ki imajo ovire oziroma posebnimi težavami. In ravno njim so namenili tudi to prvo testiranje produkta. Spoštovanje do preteklega dela in vrednot, ki so jih soustvarjali ljudje skozi leta, je pomemben temelj vsake skupnosti. Tudi letos so se nekdanji sodelavci družili na tradicionalnem srečanju upokojencev Komunale Novo mesto. Poglejmo, kako so se imeli. Čeprav so danes v pokoju, njihovo delo in izkušnje še vedno predstavljajo pomemben del identitete podjetja, pa tudi navdih novim generacijam zaposlenih. To meni veliko pomeni, ker vidim, da nas podjetje še ni pozabilo. Ponosen sem, da so cenili moje delo, ker bil sem z srcem in dušo v tem podjetju. Res enkratno, pa se po enem letu se spet vsi dobimo in kad med letom se ne dobimo, se dobim tudi s kakšnim, ampak ne pa z vsemi temi našimi. Tako da mi to veliko pomeni, res. Da se vsaj po tolikih letih spet dobimo. Jaz sem zdaj že 30 let doma, pa sem kar zadovoljen, da se spet srečamo stari, bivši sodelavci ali pa delavci. Dolžni smo tudi eno veliko zahvalo za to, da ste nas naučili ne samo dela, ampak tistih vrednot, ki jih danes ni. Niso samo številke, da imajo svojo vlogo v razvoju podjetja in da so veliko doprinesli k tem razvoju. Predvsem, da so nas naučili to našo generacijo pravih vrednot in predanega dela. V sproščenem in prijateljskem vzdušju so si nekateri sodelavci vzeli čas za pogovor, smeh in spomine na čase, ko je bil vsak delovni dan del skupne zgodbe. Lepo mi je, ker vidim sodelavce. Jaz sem bila le 43 let na komunali in mi kar veliko pomeni tole. Fajn videti nekdanje sodelavce in sodelavke, normalno, in da se malo podebatiramo, kako je bilo čas, pa kako je zdaj, pa tudi, kako je zdravje, konec koncev. Tudi zato je prav, da se obudijo kakšni spomini, da se med njimi še utrdijo vezi in tudi komunala ima za njih vedno odprta vrata, tako da jaz mislim, da gre za neko vzajemnost. Tradicionalno srečanje tako ostaja simbol spoštovanja do preteklega dela in dokaz, da vezi stkane na delovnem mestu pogosto trajajo tudi dolgo po upokojitvi. Oddajo pa zaključujemo z odmevno vestjo, ki prihaja iz Kostanjeviškega kluba jamarjev. Tam so po več kot 60 letih sistematičnega iskanja uspeli doseči podzemni tok potoka Studene. Čeprav bo to z nadaljnjimi raziskavami v Breznu Gorjanc treba še dokazati, so prepričani, da je sveti gral vseh kostanjeviških jamarjev, ki predstavlja eno najpomembnejših jamarskih odkritij na Dolenjskem v zadnjih desetletjih, zdaj vendarle v njihovih rokah.
V anale kluba jamarjev bo z zlatimi črkami zapisano kar nekaj datumov. Tudi 24. januar pred 4 leti, ko je Matjaž Čuk na sprehodu s štirinožnim prijateljem prav na rojstni dan naletel na manjšo luknjo, v kateri je bila past za polhe. Jaz sem to polšno hitro ven odstranil iz jame in hitro opazil, da je močan prepih. Takoj sem tudi vedel, da to ne bo neka majhna jama, ampak da bo to nekaj večjega, saj takšnega prepiha še nisem doživel. Z odkopavanji in širjenjem luknje so začeli že takoj naslednji dan. Po 4 letih intenzivnega raziskovanja brezna Gorjanc, kot so ga poimenovali, in skupno čez 70 delovnih akcijah, pa so pred slabima 2 tednoma prišli do velike dvorane s čudovitimi kapniki. To je takšen prostor, da bi lahko primerjal skoraj 100 dolino tukaj pred izvirom Kostanjeviške jame. Ogromen prostor, z najmočnejšo svetilko nismo mogli posvetiti do konca, kar nam je dalo res evforijo. Povsem enakih občutkov pa je bila pred 4 dnevi na to tudi 5-članska odprava, ko so ob nadaljnjem raziskovanju naleteli na vodo. Ko smo prišli do vode, tisto je pa pomenilo, to je to, zdaj smo pa res noter, zdaj pa nas nič več ne ustavi. Predvidevamo, da to, kar smo mi najdeli prejšnji vikend, je ta potok Studena, ki pride na plano pri Kostanjeviški jami. Izjemno novico so po jamarskem telefonu nemudoma javili na površje. To je bilo nepopisno. Ko je prišla novica preko Voxa, je bilo samo eno hura, vpitje, petje. Seveda, vsaki taki novici najprej tudi ne verjameš, ne? Ampak potem, ko se to izkaže, da je to res, je pa občutek veličasten. Zaradi dolgo želenega cilja so na plan privrele tudi solze. Kako zdaj? Ko se spomnim na vse te, bi rekel, pregarane ure, vse te akcije, ki štejejo v stotine raziskovalnih ur, potem je to odkritje, eno olajšanje, bi rekel, en dokaz tistih sanj, predvidevanj, ki so jih v klubu torej imeli že desetletja. Medtem, ko bo dokazovanje, da gre dejansko za potok Studeno, bolj enostavno, pa je nadaljnje raziskovanje jame povsem druga zgodba. Zdaj, to je po moje največje odkritje na posavskem delu Krasa. Jama se je šele začela, predvidevamo, da bo ena najdaljših, če ne celo najdaljša na Dolenjskem. Z najdbo morebitne neposredne povezave s Kostanjeviško jamo pa bi se uvrstila med 10 najdaljših jam v Sloveniji. Vsako novo odkritje razširi pogled na prostor, na regijo, v kateri živimo, in jo tako vedno znova spoznavamo, se o njej učimo in jo sprejemamo. Prinese nam nove zgodbe, o katerih lahko poročamo. Hvala za vašo pozornost danes in do prihodnjič. Bodite lepo.